sploh ne pričakujemo. Also jedes unbekannte biologische System, das man nicht vollständig versteht, ist ein Schatz, den man heben kann. Also wir sind sowas wie Schatzsucher. Ja? Schatzsuche ist ja was Schwieriges. Und auch die Suche nach den Substanzen ist jetzt nicht schwierig, aber der Versuch, die Substanzen da wieder rauszuholen, das ist tatsächlich sehr schwierig. Kolikokrat smo se morali ozreti k soncu, preden smo spoznali, da lahko njegovo energijo izkoristimo? Kako dolgo smo prisluškovali vetru, preden smo ga razumeli in si prilastili njegovo moč? Danes imamo vetrnice in solarne celice, ki proizvajajo energijo, toda neznanske količine biološkega materijala še vedno splaknemo v školjko. Se ne bi morali tudi tu podati na lov za zakladom? C'est exactement ce que je dis à mes enfants. Quand on leur demande ce que fait leur père comme métier, je leur dis de répondre que je suis magicien et que je transforme la merde en or. Odgovor na skoraj vse. Lahko iztrebke spreminjamo v zlato? Lotimo se zadeve pri glavi ali pri zadnjici. Vsak od nas mora na potrebo, ne nazadnje pojemo veliko hrane. Naši kakci so težki od 50 do 500 gramov. Pri povprečni pričakovani življenjski dobi okoli 80 let in na povprečni količini blata na dan je to več kot 5 ton blata v življenju. Približno toliko, kolikor tehta 5 odraslih črnih nosorogov. Večinoma nas to, kar izločimo, ne zanima preveč. Nasprotno, že zaradi vonjav. Odpiramo okna, prižigamo prezračevanje in praviloma ne govorimo o tem, čim prej stran s tem. Za iztrebke se ne menimo preveč. Smo mar preveč slepi za kakce? Die Natur lebt normalerweise in Kreisläufen. Und was wir eigentlich machen, ist das Ganze aus dem Kreislauf entfernen. Deswegen ist es schon eigentlich besser drauf zu gucken, dass man mit dem auch was macht, auch wenn es noch so eklig ist. Tudi zato bi se morali zbližati s svojim blatom. Nas raziskovalci pozivajo, naj prekinemo tabu, ki smo ga v kinu že videli. To je bilo leta 1996 v filmu Trainspotting, ko je Ewan McGregor na najbolj umazanem škotskem stranišču v svojih iztrebkih iskal svečki. Bi morali vsi postati straniščni potapljači in v svojem blatu iskati dragocene stvari? To je v popolnem nasprotju z našo predstavo o higieni. C'est un moment un petit peu intime, d'une personne à l'autre. C'est très différent. Certaines personnes vont rester quelques minutes, d'autres vont rester beaucoup plus longtemps. Les toilettes peuvent être presque un salon de lecture pour certains. C'est sûr qu'idéalement, il ne faut pas rester aux toilettes trop longtemps. Normalement, quelques minutes, ça devrait suffire. Il y a aussi la problématique de la position sur les toilettes. Ne le da se moramo siljenju na veliko potrebo čim prej odzvati, v idealnem primeru bi to bilo 30 sekund. Pri tem nam lahko povzroča težave drža, kajti med sedenjem skupina mišic pritiska na zadnjik. To preprečuje gladek prehod, zato bi morali stopala dvigniti na pručko in takoj bo lažje. Vrnimo se k vnusu. Vprašali smo, koliko pozornosti posvetite iztrebkom. 15% se ima za prave raziskovalce, 21% raje nima nič s tem, večina sicer na hitro pogleda, več pa tudi ne. A v življenju nismo vedno tako zadržani. V tako imenovani analni fazi se otroci igrajo tudi s svojimi kakci. Tega se nihče noče in ne more prav spomniti. Je naš gnus privzgojen tabu? D'abord, depuis finalement la nuit des temps, on a appris à mettre les selles à côté, à les enlever, les mettre le plus loin possible des hommes, parce que ça peut être un vecteur de maladie. Pred iznajdbo kanalizacije so bila naša mesta podobna straniščem na Štrbunk. Kolera in drugi povzročitelji bolezni so se širili. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije najmanj 2 milijardi ljudi po svetu trpita zaradi vode onesnažene s fekalijami. Posledica je veliko smrtnih žrtev. Odpor do iztrebkov je razumljiv. Poleg vsega hudega je v iztrebkih tudi pravi potencial. Dans ces selles, on a le microbiote intestinal et donc des bactéries, des champignons, beaucoup de micro-organismes qui sont très utiles à notre santé. Et donc, ces dernières années,
on redécouvre que dans ce microbiote intestinal, dans ces selles, eh bien, il y a des composants qui sont peut-être bénéfiques. Et dans la médecine actuelle, on essaye d'identifier ce qui est bénéfique pour peut-être en faire des médicaments. Težko si predstavljamo, da bi bilo lahko v tem, kar izločimo, nekaj koristnega ali dragocenega. K sreči pa so ljudje, ki se intenzivno ukvarjajo s tem, čeprav je še tako ogabno. Jeder, der schon mal seinen Stuhl angeguckt hat, sieht es ja im Grunde genommen. Da gibt es ja auch, das kann man ja auch vermessen, wie das dann in seiner Konsistenz aussieht. Und da hat man, würde ich mal sagen, 60% Bakterienmasse und dann kommt eben Fasermaterial obendrauf. Naši izločki govorijo o številnih majhnih organizmih, ki naseljujejo naše črevesje. Toda kaj imamo mi od tega? Pour notre digestion, nous avons besoin des bactéries de notre intestin. Si on n'avait pas ce microbiote intestinal, notre digestion serait peu efficace parce qu'un certain nombre d'aliments que l'on ingère, notamment les fibres végétales, dans les fruits, les légumes, eh bien, nos cellules humaines ne sont pas capables de les digérer et ce sont les bactéries du côlon qui vont les digérer pour nous. Sadje, zelenjavo in številna druga živila bi sami zelo težko prebavili in brez drobnih organizmov v črevesju ne bi zmogli še marsičesa drugega. Wir werden kolonisiert und natürlich ist die Art und Weise, wie wir kolonisiert werden, entscheidend darüber, wie unser Immunsystem, Stoffwechsel, Nervensystem trainiert und interagiert. Ko pridemo na svet, nas varuje imunski sistem naše mame. Od rojstva naprej pa naše črevesje naseljujejo nešteti mikroorganizmi in skrbijo za to, da se lahko spopademo z vsem, kar zbašemo vase. Tako v naši notranjosti nastane mikrobiom črevesja, gigantski univerzum. Das ist wie wenn man mit dem Teleskop ins Weltall guckt und Galaxien sieht. Ja, dann sehen wir auch Galaxien in diesem mikrobiellen Ökosystem. Und hier sind wir relativ vergleichbar, ja? Aber wenn man das dann runterbricht auf den Bakterienstamm, sind wir komplett unterschiedlich. Und zwar auch schon wir hier. Mikrobiom so individualni mikroorganizmi in njihova dejavnost ter interakcija v našem črevesju. Ocenjeno je, da ima 500-krat toliko genov kot človeški genom. Številni sestavni deli so še neraziskani, a ker so mikroorganizmi za naše zdravje tako pomembni, so postali zanimivo medicinsko raziskovalno področje. Ce microbiote, s'il est altéré, il peut nous rendre malades. On sait aujourd'hui que les altérations du microbiote, notamment liées à notre mode de vie occidental, vont jouer un rôle dans l'émergence de maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires de l'intestin, peut-être même dans la susceptibilité aux infections. On voit des associations troublantes avec, par exemple, le risque de développer une forme grave d'infection par le virus de la grippe ou même par le virus du Covid. Smo mikrobiološki zaklad v sebi morda predolgo zanemarjali. Da bi to razumeli, moramo daleč nazaj v zgodovino, k iztrebkom naših prednikov. Man kann die Kotproben als eine Art Schatzkarte betrachten oder als eine Schatztruhe mit großen Stücken Gold, die eine etwas andere Farbe haben, weil sie eben uns so viele Möglichkeiten bieten, verschiedene Dinge des Alltags des Menschen zu erklären, von denen wir andererweise überhaupt nichts wissen würden. Arheologi že nekaj let iščejo drugačen zaklad. V jamah in rovih skušajo najti paleofekalije. Torej prastaro ohranjeno človeško blato, ki so ga za sabo pustili predniki. Raziskujejo, kako je naša prehrana vplivala na razvoj. Tako so ugotovili, zakaj številni ljudje z severne poloble bolje prebavljajo mlečne izdelke. To namreč ni samoumevno, kajti encim, ki nam kot dojenčkom omogoča, da prebavljamo mleko, z leti izginja. Kljub temu okoli 80% skandinavskega prebivalstva laktozo prenaša vse življenje.
Ostanki iztrebkov so pokazali, da se morajo za to genetsko prilagoditev zahvaliti prednikom. Z naseljevanjem skopega ozemlja visoko na severu se vikingi niso mogli ukvarjati s poljedelstvom in so se v glavnem hranili z mlečnimi izdelki. Njihovi geni so se prilagodili načinu prehranjevanja. In tako lahko iz starih iztrebkov razberemo tudi, kako se je sčasoma spremenil naš mikrobiom. Medtem ko smo se kot lovci in nabiralci privajali živilom, ki smo jih našli med osvajanjem novih življenjskih prostorov, smo pred okoli 10 000 leti ob ustalitvi začeli sami spreminjati živila. Določene vrste rastlin in živali smo izolirali iz narave in jih začeli gojiti. Uporabili smo ogenj in orodje za pripravo hrane. Vse to je vplivalo na naš mikrobiom. Raziskovalci domnevajo, da so številna predelana živila preprosto premajhen izziv za naše mikrobiotske sostanovalce. Njihova raznovrstnost se zmanjšuje. Es scheint, dass erst in den letzten 200, 300 Jahren, wahrscheinlich mit dem Anfang der industriellen Revolution, wir eine drastische Änderung des Mikrobioms sehen, die deutlich größer ist als zum Beispiel zwischen den Gorillas und den Schimpansen, die evolutionstechnisch mehrere Millionen Jahre voneinander sich wegentwickelt haben. Celo različne vrste opic so si glede na mikrobiotsko sestavo bolj blizu, kot smo si mi s sončnim kraljem. Če seveda odmislimo, da naj bi ta svojo veliko potrebo brez samo opravljal pred svojimi gosti, kot pravi legenda. Očitno smo ga ljudje s svojim mikrobiomom kar pošteno posračkali. Podobno kot pri deževnem gozdu, s svojim življenjskim slogom zelo ogrožamo raznovrstnost. Prehrana, podnebni vplivi in stres zmanjšujejo mikrobiotsko raznovrstnost v nas. Izjemno nevarna je še ena stvar, po kateri pa žal posegamo skoraj vsi. Also stellen Sie sich mal vor, wir kommen zur Welt, hier so ein Einmachglas leer, ja, steriler Darm. Dann wird der Darm im ersten Lebensjahr sehr stark, sehr divers kolonisiert. Wir füllen den Darm auf. Und irgendwann hat sich ein Ökosystem im Darm etabliert, wo die einzelnen Murmeln oder Mikroorganismen miteinander leben. Die profitieren voneinander, wir profitieren von ihnen. Sie sehen, es ist voll. Jetzt stellen Sie sich vor, man geht ins Krankenhaus und man nimmt Antibiotika. Man reduziert jetzt die Menge und Diversität enorm. Und jetzt kommt der Infektionserreger, hat Platz, kann sich ausbreiten, kann uns krank machen. Mikrobiotski stanovalci se v našem črevesju počutijo kot ribe v vodi. S sluznico jim zagotavljamo hrano in življenjski prostor, oni pa nam pomagajo pri prebavi. Zaradi te simbioze informacije iz mikrobioma potujejo vse do naših možganov. Če se sluznica vname, nam lahko postanejo nevarni tudi domači mikroorganizmi. In če mikrobiotsko raznovrstnost zmanjšamo še z antibiotiki, se lahko povzročitelji bolezni neomejeno namnožijo in nam škodujejo. V najslabšem primeru potrebujemo nekakšno ponastavitev, toda na kakšen način? Ici, vous avez un microbiote sain qui est bien diversifié, qui est le microbiote d'un donneur. Et ici, c'est le microbiote d'un patient qui a reçu trop d'antibiotiques et qui a une infection. Donc on voit qu'il est beaucoup moins diversifié, terne. Voilà. Et donc là, l'objectif de la transplantation fécale, dans ce cas-là, ça va être de changer le microbiote, d'apporter des bonnes bactéries. Donc on va essayer d'abord de chasser le plus possible ce microbiote altéré. Et puis, on va apporter un microbiote sain dans l'intestin du patient, le microbiote du donneur, pour recoloniser l'intestin et donc redonner finalement cette diversité qui va empêcher la mauvaise bactérie de se développer. Toda a to pomeni, točno tako, fekalna transplantacija je prenos blata v črevesje bolnika, kar naj bi redek mikrobiom obogatilo z zdravim. Da bi našli primerno blato, nastaja prva podatkovna banka stolic v Evropi. Toda težko je ujeti najboljše razmerje med darovalcem in prejemnikom, če mikrobioma ne poznamo dovolj dobro. Bi torej morali vsi v zamrzovalniku hraniti vzorec zdravega blata za primer resne bolezni?
wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ins Krankenhaus und da steht eine Operation an und da läuft man Gefahr, dass eventuell Krankenhauskeime Infektionen auslösen, ja, warum nicht? Naši iztrebki torej ne pomagajo razreševati samo skrivnosti v globinah črevesja, temveč nas lahko celo pozdravijo. Samo naučiti se jih moramo brati kot knjigo. Če pa že vsebujejo toliko znanja, kaj bi nam šele lahko povedali o svetu, v katerem živimo vsi skupaj? Was wir mit Abwasser machen können, ist quasi ein Spiegelbild der Gesellschaft zeichnen. Und zwar einmal, was Medikamenten, Drogenkonsum angeht in einer bestimmten Region, aber eben auch, welche Krankheiten und Krankheitserreger sich in dem Abwasser finden. V času koronavirusne bolezni raziskovalci iščejo metode za bolj natančne napovedi posameznih valov pandemije. Neverjetno natančno metodo so odkrili v analizi virusov v odplakah. To ima preprost razlog. Prav tako okuženi, ne pa tudi testirani ljudje z blatom izločajo delčke virusov. Also wir haben zum Beispiel in Frankfurt gesehen im 2020, dass wir diese zweite Corona-Welle irgendwie so eine Woche ungefähr, bevor die dann in den Inzidenzien sich niedergeschlagen hat, auch im Abwasser schon kommen sehen haben. Analize odplak so orodje, s katerim lahko bolj natančno določimo in lokaliziramo prihajajoče valove COVID-a. Raziskovalci lahko iz odplak razberejo tudi morebitne mutacije. Če se podamo po poteh zemljevida zakladov od WC-ja do čistilne naprave, se ponujajo še drugi razkrivajoči vpogledi v civilizacijo. Nič ne uide sokoljim očem bralcev iz vode. Alles, was wir benutzen, landet am Ende entweder im Müll oder im Abwasser. Wirklich alles. Evropski urad za mamila vsako leto predstavi poročilo, v katerem s pomočjo odplak izmerijo obseg uživanja mamil v naših mestih. Tega je iz leta v leto več. In ta vse bolj razmahnjeni življenjski slog ni brez posledic za naše okolje. Die Siedlungsstruktur, die wir jetzt haben, wenn wir damit unser Abwasser in die Gewässer leiten, überfordern wir einfach die Natur und die natürlichen Systeme, weil wir einfach viel mehr Schmutzstoffe eintragen, als die natürlichen Gewässer verarbeiten können oder auch tolerieren können. V čistilnih napravah večino iztrebkov sicer izločimo, a tudi tu analiza vode izdaja, da se manjši, a še vedno nevaren del ohrani. Ostanki škodljivih snovi. Kakšne so posledice, se je pokazalo leta 2020 v Sauerlandu. Sodelavec okoljskega urada je posnel panične mlade losose v gojišču. Živali so hotele čimprej zapustiti vodo. Ugotovili so sledi kokaina. In to je samo eden izmed skrajnih primerov. Tudi v najbolj odmaknjenih gorskih jezerih ugotavljamo skrb vzbujajoče obremenitve okolja. V organih rib se nabira vse več sintetičnih hormonov. Že neznatne količine teh lahko usodno vplivajo na rodnost rib in ogrožajo celotne populacije. Kaj te sledi škodljivih snovi pomenijo za ljudi, sploh ni še razjasnjeno. Zato raziskovalci iščejo nove metode, da bi iz vode izločili tudi najmanjše količine škodljivih snovi. Wir haben hier Aktivkohlesäulen, wo wir jetzt zeigen wollen, wie wir Stoffe wie zum Beispiel Diclofenac, also ein Schmerzmittel, das nicht in die Umwelt gehört, weil es eben auch zum Beispiel auch bei Fischen auf Leber und Niere sich negativ auswirken kann, aus dem Wasser entfernen. Pri aktivnem oglju je podobno kot pri parkirni hiši. Strupene snovi v sledeh z vodo pronicajo van in odlagajo delce kot avte na prosta parkirna mesta. Ko teh zmanjka, je treba aktivno oglje zamenjati. Postopek deluje dobro, a še zdaleč ni povsod standardiziran. Razloga za paniko glede pitne vode pa kljub temu ni. Also ich trinke nur Leitungswasser. Also das bestgeschützteste und bestanalysierteste Lebensmittel in Deutschland ist das Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Sliši se pomirjujoče. Toda ali ni tudi nekaj dobrega, kar bi lahko izločili iz odplak? Kdo bi lahko pomislil, da bi tu iskal zlato? Verkehrsschlamm ist tatsächlich sowas wie eine Schatzkammer, wo wir alle möglichen Substanzen finden, die entweder endlich sind oder mit einem sehr hohen Energieaufwand hergestellt werden müssen. Also zum Beispiel finden wir Phosphor. Phosphor ist eine endliche Ressource, der mit viel
Umweltschaden abgebaut wird. Das ist alles im Klärschlamm drin und wir können es mit viel weniger Aufwand aus dem Klärschlamm wieder rausholen. Blato iz čistilnih naprav je torej ponor škodljivih snovi naše civilizacije, ampak tudi zakladnica. Kajti fosfor v industriji in kmetijstvu potrebujemo v velikih količinah. Pri tem smo odvisni od držav, kot sta Kitajska in Kazahstan. Veliko potencijala gre v nič, če blato iz čistilnih naprav sežgemo skupaj z dragocenimi snovmi. Denimo kot gorivo v naših cementarnah. V smislu trajnostnega krožnega gospodarstva bi bilo pametno fosfor spet izločiti iz blata v čistilnih napravah. Klärschlamm, wie wir ihn bekommen, ist eine ziemlich eklige Pampe. Sieht ganz hübsch aus, ist aber Matsch. Den trocknen wir zuerst und mahlen ihn, am besten in einem Schritt. Staub. Dann kommt er in den Ofen rein mit zu wenig Sauerstoff. Er wird vergast bei sehr hoher Temperatur. Die Schadstoffe gehen raus, die Organik geht raus und unten kommt dann die Schlacke, die nur noch Phosphor enthält. In dieser Schlacke liegt unser Phosphor als Phosphat vor. Phosphat ist ein Molekül aus 4 Sauerstoffatomen und einem Phosphor. Dazu geben wir jetzt noch etwas Kohlenstoff und mit dem Kohlenstoff holen wir den Sauerstoff vom Phosphor weg. Der Kohlenstoff liebt den Sauerstoff und jeder Kohlenstoff schnappt sich einen Sauerstoff und entkommt als Kohlenmonoxid. Und unser Phosphor ist jetzt als elementarerweise Phosphor in Gas. Plin nato spet ohladijo, ostane beli fosfor in ta je zelo koristen. Weißer Phosphor ist die reaktivste Form des Phosphors. Es ist elementarer Phosphor. Und weil er so reaktiv ist, kann man alles Mögliche damit machen. Das ist sehr, sehr rein. Deswegen kann auch das alles in die Lebensmittel hinein. Zum Beispiel kennt jeder Cola. Cola ist Phosphorsäure drin. Wir wollen keinen Dreck in unserer Wurst haben. Deswegen nimmt man auch hier ganz, ganz sauberes Phosphat aus weißem Phosphor. Matratzenschaum, Phosphorflammschutzmittel. Die Streichhölzer haben in ihrer Reibefläche Phosphor. Od živel prek izolativnega materijala, od pene do kovin ter v vseh kozmetičnih in kemičnih izdelkih, beli fosfor je povsod. S fosforjem iz blata v čistilnih napravah bi lahko pokrili do 80% potreb po njem. Nič čudnega, da se znanost tako trudi, da bi razvila donosne metode za reciklažo. Začela se je prava zlata mrzlica. Wir sind Zündler, ja. Wir zünden alles, ja. Wir verbrennen ja Müll, wir verbrennen Klärschlamm, aber wir haben uns jetzt ein Verfahren rausgesucht, wo man beim Zünden auch noch was Sinnvolles dann dabei rausholen kann. Čeprav blata ne moremo kar tako spreminjati v zlato, kot v pravljici, so v njem pravi zakladi. Ne daje nam samo dragocenih podatkov o našem zdravju ali o razvoju naše vrste, omogoča nam tudi poglede v prihodnost in je lahko trajnostni vir. In ker se je smrdeči zmagoslavni pohod naših iztrebkov šele začel, nas res zanima, kaj vse lahko še povlečemo iz sebe. Prevod Franc Jakob Rac, zvokovna obdelava Blaž Cilenšek, brala sem Jasna Rodošek.